Z nami je zdaj profesor kazenskega prava Miha Šepec. Dober večer. Gospod Šepec, si generalni sekretariat vlade lahko privošči, da v tako razpiti aferi pošilja nejasne odgovore o tem, kako je na seji vlade glasoval predsednik vlade Robert Golob? Ne, to je državni organ in oni so po zakonu o dostopu do javnih informacij dolžni novinarjem posredovati informacije javnega značaja. Zdaj, če ta zakon določa izjeme, recimo, če bi šlo za neko državno skrivnost ali če bi bilo recimo neka osebni podatki ali kaj takega, ta zakon določa, kdaj lahko zavrnejo te odgovore. Ampak v tem konkretnem primeru bi recimo bil odgovor, glasovanje je bilo tajno. Tega podatka nimamo, ampak če glasovanje ni bilo tajno, potem jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj te informacije ne bi dali, sploh glede na to, da gre za medijsko in za javnost zelo zanimivo zadevo, tako da jaz mislim, da tukaj neko sprenevedanje je nedopustno in nasprotju s pravom. Da kaj pa lahko kažejo te skrivalnice pri odgovorih, nejasni odgovori generalnega sekretariata vlade? Zdaj lahko kažejo na to, da želijo zaščititi predsednika vlade, on je vseeno njihov šef, ampak treba se zavedati, da to je državni organ in oni so neke vrste javni uslužbenci in tudi plačani iz javnih sredstev, tako da za njih zakon je nad njihovim šefom, tako da morajo razkriti tudi take informacije, če seveda zakon izrecno ne določa, da gre za izjemo. Zdaj, če bi tukaj šlo celo za nek sum kaznivega dejanja, ki bi se lahko dogajal, potem to celo morajo naznaniti pristojnim organom, ker če ne se lahko hitro znajdejo tudi sami kot neki udeleženci ali pa saj kot akteri, ki prikrivajo morebitno kaznivo dejanje. Torej, kakršnokoli skrivanje informacij pred mediji je zakonsko nedopustno, razen če gre za te zakonsko določene izjeme. Kako pa gledate na krog, ki se je oblikoval v tem primeru? Predsednik vlade dopustuje v Subotičevi vili, potem ga vlada ne Ministrstvo za zdravje predlaga in potrdi za člana sveta splošne bolnišnice Celje, potem pa v tej isti bolnišnici nečak Tomaža Subotiča na splošnem razpisu dobi zaposlitev v nabavnem oddelku celjske bolnišnice, ki razpolaga z okrog 40 milijoni evrov za nabave. Ja, jaz ocenjujem, da tukaj je zagotovo nek sum potencialne korupcije. Zdaj, sum to še ne pomeni, da gre tukaj za očitno kaznivo dejanje, to je pa dovolj, da začnejo pristojni organi, policija in državno tožilstvo, to zadevo preiskovati. In seveda oni imajo pooblastila, da lahko dosti bolj podrobno pridobijo informacije in dokaze kot recimo mediji in se bo potem razkrilo, če je kaj na tem. Ampak zagotovo po vseh teh razkritih sum tukaj je in jaz mislim, da bi pristojni organi morali se saj malo preiskati to zadevo. Lahko, da na koncu ne bo nič, ampak mislim, da saj nekaj bi pa morali narediti. Zakaj pa je tako pomembno, da je delovanje predsednika vlade pregledno, da ima predsednik vlade integriteto, da mu zaupamo? Ja, on je med politiki prvi. Javnost ga je izvolila, on predstavlja ne samo vlado, on predstavlja celotno ljudstvo. In zdaj seveda, če imamo čvrsto in etično politiko, potem se bodo tudi državljani, kako bi rekli, bolj etično in pravno ravnali. Konec koncev politika in najvišja politika je vzor vsem nam. Zdaj, če se najvišji predstavniki vedejo koruptivno, sumljivo, kako lahko potem pričakujemo od navadnega državljana, da bo pa zdaj poštenjak pa sledil. Na ta način, bolj kot je njihovo ravnanje sumljivo, bolj kot je sum nekih potencialnih korupcij, s tem slabijo pravno državo. Zdaj predsednik vlade Golob je pred volitvami govoril, da bo drugačen od njegovega predhodnika Janeza Janše, da bo spoštoval odločitve neodvisnih organov. Videli smo tudi v prispevku na vprašanje, če bi odstopil z mesta predsednika vlade, če bi protikorupcijska komisija pri njem ugotovila kršitev integritete, je odgovoril zagotovo. Zdaj pa na to isto vprašanje v njegovem primeru odgovarja, navajam, o tem sploh ne razmišljam, ker tega mandata nisem dobil zato, da se bodo mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu pred 2 leti, ravno v trenutku, ko zaključujemo najpomembnejše reforme. Moj mandat in moje poslanstvo in moja zadeva do ljudi je, da izpeljem reforme za ljudi do konca. To je edina stvar, s katero se v tem trenutku ukvarjam in se bom ukvarjal tudi do konca mandata. Ja, zdaj to kaže neko politično držo, zdaj pravo ga zagotovo ne more prisiliti, da odstopi. Edini način, kako bi ga pravo lahko prisililo, je samo pravnomočna obsodilna kazenska obsodba. Seveda, tukaj se pa vidi ta razkorak med predvolilnimi obljubami in potem, kaj na koncu volivci res dobimo. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.